Imate težave z zaprtimi prostori, se bojite višine ali se bojujete z depresijo? Te in druge nevšečnosti lahko poskusite odpraviti s hipnozo. Hipnoza deluje v bistvu na podzavesti, to je glavni način, ali pravzaprav usklajuje delovanje podzavesti in zavesti. Torej, če imamo kakšno zavestno željo, res imamo, s pomočjo hipnoze se da uskladiti delovanje in sicer še vedno našega zavestnega želja in tudi podzavestne pomoči, oziroma združiti zavest in podzavest v smislu doseženja tega cilja. Recimo, če želimo prenehati kaditi, čeprav želimo sami, pa nekako nekaj nam ne dovoli, nekaj nas drži in v hipnozi ravno to odpravljamo. Za uspešno se je izkazala tudi pri hujšanju, najuspešnejša pa je pri premagovanju odvisnosti od kajenja. Velik odstotek ljudi preneha kaditi že po eni terapiji. Pri kajenju ponavadi dovolj enkratna seansa. Če situacija, če ni kakšnih stresov, recimo, če človek živi v normalni situaciji, ni izzivov, ni stresno dela, ni kakšnih dogodkov neljubih. Če slučajno kaj pride, druga seansa še bolj otrdi, ker vedno se poveže s prvo seanso, če seveda čas ne preteče kakšno, mogoče mesec, dva. Potem se vedno pritrdi ena seansa na drugo, zato bolj učinkovita. Drugače ena seansa praktično vedno dovolj. Pred hipnozo hipnoterapeut postavi izčrpna osebnostna vprašanja, s katerimi si pomaga ustvariti sliko o pacientu. S poznavanjem pacienta oblikuje sugestije, ki jih kasneje uporabi v hipnozi. Terapija traja približno 1,5 ure. Hipnoza je stanje podobno spanju. Terapevt uspava levo, razumsko polovico možganov, desna stran, podzavest, pa deluje še naprej. Desna polovica deluje s slikami, človek je v podobnem stanju kot med sanjanjem. Vidi slike. Globlja kot je hipnoza, učinkovitejša je. Ta stvar je praktično vedno uspešna pri nehanju kajenja. Hipnoza nima neželenih učinkov, človek si mora tudi sam želeti prenehati kaditi. Spremembo začuti že po terapiji, ni pa nujno, da ob odhodu iz ordinacije ne prižge nove cigarete. Ali vi kadite? Jaz ne kadim, svoj čas sem kadila. Koliko pa stane hipnoza? Jaz zaračunam 100 evrov.